Najprej sem mislila, da bomo bile tako zadnje, potem smo se pa ful potrudile, pa smo bile prve. Tako, ko smo vadile, nam ni šlo ful dobro, pol, ko smo pa pred sodniki, smo pa ful boljši. Zdaj, na kakšnih treningih pridejo malo bolj zmatrane, pa se jim ne da, pa pol itak posledično ne gre toliko zelo dobro. Na tekmi so pa, hvala Bogu, vse zelo dobro prišle zbrane, sfokusirane in so točko speljale tako, kot dejansko znajo. Cheerleading je v bistvu mešanca gimnastike, navijanja, druženja, ful je dobro. So dvigi, skoki, ples, gimnastika, vse život, meti tudi. Tako je ful težko, če ti roke držijo, ti kar zdrsne dol. Meni pa je to glih najboljš, ker pač je to bolj tako težji in pa bolj vem, da je to bolj tako, da bomo bile bolj močne in da bomo bile lahko bolj prve. V cheerleadingu mi je bilo najbolj všeč, kako se dvigujemo in zaradi tega sem pa se tudi vpisala v cheerleading. Najtežje mi je pa, če sem v zraku. Jaz sem ful rada v zraku, sam me tudi malo strah, če padem. Cheerleading je nevaren šport. Če ni poskrbljeno pravilno za varnost, lahko hitro pride do kakšnih poškodb. Starejše kot so skupine, težje elemente delajo in pri akrobatiki in pri piramidah in dvigih. Meni osebno je boljše tekmovati v skupini, ker sem bolj skupinski človek. Ja, se je že zgodilo, da kakšna punca ni na tekmi kaj naredila pravilno, potem smo bile malo jezne, ampak smo se pogovorile in je bilo pol v redu. Namen šolske skupine je ena taka lepa priprava in osnova, da se naučijo osnovnega znanja za potem nadaljne tekmovalne skupine. Tu treniram že 5 let, zato si želim, da bi mogoče tudi v reprezentanco prišla. Ne vem, ampak to so kar visoki cilji.